Prav lepo pozdravljeni, dobrodošli na srečanje pod Lipami. Pred enim mesecem prilično smo se spomnili na enem večeru monsinjorja Franca Močnika. Nocojšnji večer pa posvečamo spominu monsinjorja Rudolfa Klinca ob 40-letnici njegove smrti. Nocoj imamo vrsto sogovornikov in sicer monsinjorja Renata Podvesiča, gospoda Vinka Palka, Marijo Češčuk, Petra Černica in Tomaža Simčiča, ki jih lepo pozdravljam v naši sredi in se jim zahvaljujem, da so se odzvali vabilu. In seveda predajam besedo Petru. Tudi z moje strani, dober večer vsem. Kot je Franka povedala, se bomo danes spomnili monsinjorja Rudolfa Klinca. Monsinjor Rudolf Klinec je gotovo ena tistih osebnosti, ki je zaznamoval goriško povojno zgodovino in tudi medvojno zgodovino in je pustil eno veliko sled v naši narodni skupnosti. Spada v tisto skupino zavednih slovenskih duhovnikov, čedermacov, ki so se med fašizmom trdo postavili sistemu v bok in so nekje gojili in širili narodno zavest tudi v tistih časih, ki so bili najhujši časi. Gre za izobraženega človeka, ki je zaključil tudi študije v Rimu in prav zaradi, kako bi rekel, enega posebnega veselja, ki je imel in do študija zgodovine in do študija prava, je potem odigral eno pomembno vlogo v Goriški Mohorjevi družbi, torej znotraj naših ustanov, ampak tudi znotraj cerkve, ker leta 1945 je postal kancler, škofijski kancler in to vlogo je ohranil v bistvu vse do smrti, kar nekaj škofov ga je imelo za kanclerja, tako da je bil res ena imenitna figura. Mislim, da je prav, da se takih osebnosti spomnimo, tudi ker to, kar se mi zdi pomembno poudariti, ne gre samo za eno figuro, ki nekje je označil našo narodno skupnost v zamestu, ampak gre tudi za eno figuro, ki je spustil eno sporočilo, mimo katerega ne moramo. In torej on je gotovo bil ena oseba dialoga, ena oseba, ki je iskal dialog stalno, tudi v najhujših časih. Vemo, kako se je prizadeval tudi v obdobju druge svetovne vojne. On je predstavljal nekje slovensko duhovščino, ki se je skušala pogajati za demokratični odpor do zadnjega, ne smemo pozabiti tega. In ta ideja dialoga je potem peljal naprej tudi po drugi svetovni vojni. Pomislimo samo na projekt slovenskega primorskega bibliografskega leksikona, ki nekje je gotovo to trenutek, v katerem se skuša spomin tudi različnih nekje ponovno sestaviti in iskati eno spravno točko, ki je lahko vsem nam malo vzgled. Tako, danes bi o monsinjorju Klincu spregovorili res z uglednimi gosti. Franka jih je že predstavila, imamo profesorja Tomaža Simčiča, ki je velik poznavalec zgodovine Goriške in Tržaške nadškofije, velik poznavalec tudi vsega tega, kar se je okoli škofije in političnega življenja katoličanov dogajalo. Bi spomnil samo na nekaj njegovih pomembnih del, verjetno temeljno delo o monsinjorju Jakobu Ukmarju, ampak tudi na eno študijo, ki po moje res izstopa, ki je tista študija o Gosarju, Andreju Gosarju, ki smo ga, ne vem, če se spomnite, pred 2 letoma tukaj predstavili, mislim, vsebne študije o Gosarju v okviru tistega socialnega tedna. Potem z nami je profesorica Marija Češčuk, ki je z monsinjorjem Klincem tesno sodelovala predvsem v fazi nastajanja tega velikega projekta primorskega slovenskega bibliografskega leksikona in z njim dejansko mu pomagala prav v tej fazi operativno, ampak je tudi ena oseba, ki mu je bila blizu do smrti. Z nami je tudi župnik Vinko Park, Žabelc, ki nam bo spregovoril o tem, kako
so v Žabljem doživljali monsignorja Klinca in tudi kako ga je on sam doživljal, ker monsignor Klinec je bil tudi en velik mecen, ne, in sledil mladim duhovnim poklicom, tudi ko ni bil več prisoten, ne, v Žabljah, in to se mi zdi nekaj spet pomembnega. In končno z nami je tudi monsignor Renato Podvršič, ne, ki mislim, da ne potrebuje posebne predstavitve, je pa bi poudaril neki naslednik moralnih znotraj Goriške mohorjeve družbe, v kateri je bil monsignor Klinec dolga leta tajnik. Ne. Sam pa nam bo spregovoril malce o vlogi monsignorja Klinca kot človeka cerkve, kot človeka cerkvenih inštitucij. Da ne bom predolg, bi kar začel in bi prav vprašal župnika Vinka Pajka, če bi nam malo povedal, ne, kako ste vi, ne, kot Žabelc, spoznali monsignorja Klinca, kakšen je bil spomin v družini, kako ste se, mislim, kakšno sled je on zapustil? Na srečo imamo tukaj vsaj dve osebi, ki bi nam lahko sami povedali, ker sta šli skozi njegovo vzgojno delo. Morda bo potem priložnost tudi, imamo dve redovnici, ki sta na nek način sad njegovega prizadevanja na tem svetu. Ne? Zdaj pa, če grem malo na osebne spomine, dejansko so nekatere stvari, ki so povezane kar z življenjem. Odkar se človek zaveda, je s tem povezano tudi poznanje določenih ljudi, recimo tam v vasi, kjer živiš, ampak se srečaš tudi z ljudmi, ki so že onkraj življenja, zemeljskega, ali pa ki živijo v kakšnem drugem kraju. To je pa odvisno od tega, kako ti ljudje, kako so živi v življenju družine ali staršev. In monsignor Klinec je bil ena taka osebnost, ki je bil del naše družine, mojih staršev, in jaz sem potem, ko sem rastel, sem srkal tudi poznanje o tem človeku. To je nekaj posebnega, nekako otrok opazuje, ne? Te odrasle ljudi, to vemo, to je psihologija, ne? Izraz na obrazu očeta ali mame, ko izreče na določeno ime. In nekaj takega se je dogajalo tudi z monsignorjem Klinecem. Kadar sem slišal to ime, vedno je bilo nekaj blagega, nekaj lepega na obrazu očeta, mame, tete. To so bili ti trije, ki so dali delček svojega življenja prav skupaj s tem župnikom v Velikih Žabljah od 38. leta pa do 45. In to se je potem preneslo name in gotovo sem si potem želel se srečati s tem človekom. Sem se pa delno srečeval s kakšno njegovo besedo. Naprimer je bil dogodek vsako leto, ko smo dobili zlasti za božične praznike voščilo, eno voščilo, ki je prišlo iz Gorice. In to se je razlikovalo od voščilnic do razglednic, ki smo jih dobivali, prijemali v Jugoslaviji, ker ni bilo verskih motivov, ne? Razglednica z verskim motivom pa je prišla iz Gorice od gospoda Klinesa, ne? To je bilo doživetje vsako leto, recimo tak majhen drobec. In te ste ga vi prvič tako srečal, kakšen je prvi spomin? Kaj se je zgodilo? Zelo zanimivo, ne? Moj oče je bil eden od skupine fantov in mož, ki so bili ožji, rekel, sodelavci ali pa prijatelji od tega župnika. In je potem gotovo bila za te ljudi bolečina, da jim meja ni omogočila več direktnih stikov z njim. Ampak prva priložnost, ko se je pokazala, da se je lahko dobila potni list, in to je bilo 58. leta, je oče tako izkoristil priložnost, da je prišel sem v Gorico in pomislite, je vzel še mene seboj, 6-letnega fantička. In me je peljal pokazati svojemu prijatelju, nekaj od svojih otrok.
ker moj oče je že imel, tudi kar se spomnim, svoje načrte, ne, z menoj in je z veseljem pripeljal pokazati, ne, da tisto, kar je vzgajal kot župnik, ne, da se je nekaj preneslo, ne, da želi on tudi kaj duhovnega predati svojim otrokom. To je bilo prvič, ne, potem pa... Potem verjetno ste se z njim še srečevali, ampak v vasi, kateri so spomini? Mislim, kako se ga je spominjala vaša skupnost? Ker Monsignor Klinec je gotovo v Velikih Žabljah pustil en pečat. Ja, zelo, zelo velik pečat. Rekel, vsak župnik bi si želel priti za takim župnikom. Sem se prav prejšnji teden pogovarjal s župnikom, ki je prišel za njim, to je sedaj živel v Črničah, gospod Aleksandar Lesta. Pravi, jaz sem samo rosce pobiral. Rosce, ki jih je nekdo sejal, ne, župnik pred njim. Samo en tak podatek. Za prvi petek pravi gospod Lestan, 60 spovedi in obhajil. Ampak to je bilo že prej. Samo eden od podatkov, ne. Drugače pa, kar se je dalo, zgled, se mi zdi, potem tudi, ko sem prebiral dnevniške zapiske, sem videl zgled enega župnika, ki živi za župnijo, ki se razdaja župniji, ki je pravi pastir, ki umira za župnijo in tudi župnija, ki živi zanj, ne. To, ne. Recimo, taki pa konkretni podatki, recimo, vidim zelo napreden, zelo moderen. Takrat se še ni govorilo o župnijskem pastoralnem svetu, ampak ta mlad župnik je imel okrog sebe sodelavce, se z njimi pogovarjal, načrtoval, vprašal za nasvet, izkušene može, ne. To je ena taka zelo lepa stvar. Potem seveda takrat, bi rekel, je bilo moderno, da župnik, če ni imel ene lepe Marijine družbe, sploh ni bil župnik, ne, ta pravi, ne, uspešen. In on je imel eno zelo, zelo lepo Marijino družbo, ne. To sem pa kot otrok gledal, ne, tako da sem se nasrkal, ne, tudi njegovega obličja, kakšen je bil ta župnik, ker sem vsake toliko pogledal fotografijo teh deklet, ne, Marijine družbe, na sredi je on na sliki, ne. Tako da sem ga vizualno tudi že kot otrok prepoznal. Potem se je trudil tudi na materialnem področju, v njegovem času se je prenovila cerkev. To je zanimivo, ta podatek. V Velikih Žabljah je slikar Del Neri, Clemente Del Neri, prvič nastopil kot slikar, je prva cerkev, ki jo je poslikal. In potem tudi zadnja, ker po 40 ali 50 letih je bilo treba tudi kaj renovirati. In je prav za časa župnikovanja gospoda Klineca, takrat je bil gospod, ne, se je to zgodilo, da je prenovil to slikarijo. In potem je pa še gospod Klinec poskrbel tudi za novo oltarno podobo. Je pa poiskal enega novega, modernega slikarja, to je bil gospod Viktor Birsa, ki je naslikal novega svetega Florijana. Tako pa še kaj gotovo bi bilo, še kaj iz njegovega delovanja zapovedati, ampak to taki glavni utrnki. Še nekaj bi me zanimalo, on je bil taki vaš mecen, vas je spremljal skozi semenišče. Kako ste doživljali njegovo bližino in kako je v bistvu izgledalo to? To je tudi ena od strasti ali veselja, da je on delal za mlade, je pošiljal, kar jaz vem, vsaj 3 je poslal v malo semenišče ali v zavišče v Gorico iz svoje župnije. Sicer je potem vojna tako obrnila stvari, da ni nihče postal duhovnik, so bili pa ostali dobri možje.
so prihajali tudi mladi fantje k njemu na počitnice, tako Joško Benedetič je bil v Žavljah na počitnicah, ali gospod Marjan Brecelj iz Nove Gorice. Tudi mi je kdaj pripovedoval kakšen spomin, ki ima na Žavlje. Potem pa se je zgodilo, da ko sem se jaz odločil, da grem že v Malo Semenišče, takrat je nam je oče že 1 leto umrl prej in družina je materialno bila na taki stopni, da smo lahko se preživljali, nismo bili lačni, ampak tisto, kar se je prihranilo, je šlo za davke. Tako da se ni mogla privoščiti še, da bi me podpirala materialno za študij in je potem dal vedeti monsignor Klinec, bodite brez skrbi, bo jaz vse to pokril in me je potem vsa leta gimnazije, srednje verske šole v Vipavi, je on plačeval prispevke in potem tudi v Ljubljani za bogoslovje, kar je tisti delež, kar je moral vsakdo plačevati. Hvala. Po tej prvi fazi bom pa potem še kaj povedal. Ja, še kakšna zelo lepo zanimiva stvar. Torej, smo malo videli, kako so Žavlje doživljale tega mladega župnika, ki je dejansko res zelo mlad nastopil v službo in marsikaj v vas je spremenil. Je prišel v Žavlje takoj po Novi maši, edino pol leta je verjetno še kaj študiral. Jaz sem pa enkrat našel eno pismo, ki ga je napisal njegov velik prijatelj, največji prijatelj, ki je bil župnik v Vipavskem križu, v Križu, takrat Svetem Križu, gospod Andrej Simčič. Sem slišal, da si dobil dekret za Velike Žavlje, sedaj jaz hodim dol, te nadomeščam, ampak vedi, naslednjo nedeljo jaz ne grem več. In tako je moral naslednjo nedeljo res priti nov župnik v Žavlje. Po tem dekretu za župnika je 7 let kasneje dobil pa nov dekret in sicer bil je imenovan po smrti monsignorja Setničarja, je bil imenovan za kanclerja v goriški škofiji. To je bilo aprila leta 1945, sicer v službo je vstopil malo kasneje zaradi vojnih dogodkov. Jaz bi tukaj vprašal monsignorja Renata Podberšiča, kaj sploh pomeni ta služba kanclerja, katera je vloga kanclerja in zakaj je ta funkcija tako pomembna? Kancler ima eno od osrednjih vlog na škofiji. Vemo, da na vrhu je škof, potem je njegov namestnik, generalni vikar, ko gre pa za pravne zadeve, je takoj kancler. In kancler je tudi navzoč takrat, kadar recimo nekdo po smrti škofa, preden prevzame nekdo škofijo, da uredi vse papirje, vsi ostale službe odpadejo, medtem ko kancler ostane do novega škofa. In če ga ta želi naprej, ga potrdi, če ne ga pa pošle kam drugam v drugo službo. Torej, kanclerska služba je zelo odgovorna, ker skozi njegove roke gredo vsi dokumenti škofije. Recimo, bom naštel nekatere stvari. Vsi odloki, imenovanja župnikov, premestitve, potem recimo vse pravne zadeve, ki tičejo zakonske ureditve, recimo od spregled zadržka različne vire. To pravi, eden katoličan se poroči z nekatoličanom oziroma z nekrščenim, to je spregled različne vire. To gre skozi vse roke kanclerja, ki potem ureja to s škofom. Potem so tukaj tudi veliko dela, če so razne preureditve župnij, se nekatere župnije ukinejo ali druge ustanovijo, ali pa se oblikujejo tudi recimo nove pastoralne enote ali pa nove dekanije. Vemo, da letošnjem letu je bilo to dogajanje tudi v Goriški nadškofiji, torej so bile preurejene dekanije. Skratka, bi rekli, vse uradno življenje na škofiji gre skozi roke kanclerja in je torej odgovorna služba, ker zahteva usposobljenost, moraš poznati cerkvene zakone
In pa seveda tudi tukaj zlasti v Italiji še posebej, ker je povezava neke vrste med cerkvijo in državo, na določenih področjih mora poznati tudi državne zakone. Torej, dejstvo, da so ga kar 3 škofje potrdili, kaže, da je dobro opravljal svojo funkcijo. Tako. Bil je kancler od leta 1945 pa do svoje smrti 77, malo prej pač ni mogel več. Zelo dolgo obdobje. Zanimivo je, da na tej funkciji znotraj nadškofije bil Slovenec. To je kar tako po svoje zanimiv podatek. Kot mož inštitucij, katere zasluge ima? Gotovo ima veliko zaslug pri Goriški Mohorjevi družbi. V Goriško Mohorjevo družbo je vstopil leta 1965 in je bil vse do svoje smrti. Potem pa je bil, o tem bo profesorca Marija govorila, glavni motor, bomo lahko rekli, mislim, da tako prav rečem, primorskega biografskega leksikona. V tem času seveda ima še 2 velike zaslugi, zlasti, da je bilo ustanovljeno tudi na njegovo skrito in vztrajno delo središče za Slovence tukaj pri Svetem Ivanu, potem pa tudi središče za Slovence v Karminski župniji pri Subidu. Ti 2 nalogi sta bili izrazito pastoralni in je gotovo velika zasluga tudi monsignorja Klineca. Poleg tega je on bil dejaven pri apostolstvu svetega Cirila in Metoda, ki so ga ustanovili takrat v tistih 70 letih, še malo prej, v Goriški nadškofiji. Potem je spremljal vsa velika ekumenska romanja, ki so se v tistih časih dogajala, povezana zlasti Slovenci. In ima tudi seveda zasluge, da je knjižna zbirka pri Mohorjevi družbi odlično delovala. Vemo, da je spisal sam več knjig, o Marija v zgodovini Goriške nadškofije, potem je spisal zgodovino Goriške nadškofije in pa tudi o Mohorjevi družbi je pisal. Bil je seveda največji sodelavec tudi pri predsedniku Mohorjeve družbe, gospodu monsignorju Močniku Francu, s katerim sta bila tudi prijatelja in izredna sodelavca. Vi zdaj malo spregovorili še o leksikonu. Jaz bi poudaril to, da monsignor Klinec je bil izjemen diplomat in te sposobnosti je pokazal ne samo med drugo svetovno vojno, kot sem prej povedal, ampak je pokazal tudi v trenutku, ko se je nekje skušalo premostiti ta spor in ta zlom, ki je padel tudi na Primorskem, z dogodki ob drugi svetovni vojni in načrt enega primorskega slovenskega biografskega leksikona, v katerem ne bi analitično bili zbrane vse osebnosti, ne glede na politično pripadnost, je gotovo bil en velik korak na poti sprave. Marija, ti si bila takrat prisotna, že skoraj od vsega začetka. Bi lahko ti kaj povedala bolj konkretnega in takega, tudi bolj poprostega? Ja, to, kar si povedal, drži 100%. Ja, gotovo, brez monsignorja Klinca ne bi bilo takega leksikona. Samo on svojo, torej, on je dosegel, da je zamisel taka, kot jo potem nastala, da je prodrla, ker ni bilo to enostavno. Recimo, morda kratka predzgodovina, da pri Goriški Mohorjevi družbi iz zapisnikov, vsejnih zapisnikov je razvidno, da so že davno razmišljali o neki taki zgodovinski knjigi. Recimo že Stanko Stanič je leta 1949 dal predlog Obrazi naših mož, da bi išla v neko tako delo. Potem leta 1955 je ponovno sprožil to vprašanje
Stanič in seveda odbor mu je poveril nalogo, naj se loti tega dela. Toda istega leta, oktobra, je Stanič umrl. 10 let kasneje je pa dr. Kacin predlagal knjigo Galerijo primorskih likov. To bi bili kratki življenjepisi teh važnejših osebnosti primorskih od 1900 naprej. No, torej, ampak načrt za izdajo teh življenjepisov je pa dobil pravo, torej obrise in tudi konkretno obrise, takrat, ko je Marjan Brecelj, to je knjižničar, bibliograf, bibliotekar z Nove Gorice, ki je bil takrat že tudi sodelavec Goriške mohorove družbe, februarja leta 1971 ponudil koncept primorskega biografskega leksikona in tudi že sestavil geslovnik. Dr. Klinec je bil izredno navdušen, seveda prav srečen in tudi neko naključje, tudi bilo srečno naključje, da sta se dobila dve taki podobni duši, dva človeka, ki sta imela isto čutenje, isti način, željo po takem ustvarjanju, življenjepisnem ustvarjanju, tako podobna, zelo čuteča med sabo. Toda odbor ni sprejel tako in ni bil navdušen, bilo je kar precej kritik, recimo pomislekov tudi politične narave in tudi ekonomske narave. Torej od februarja 1971 je bilo kar precej dela, je bilo treba narediti, precej sestankov, medtem je bil tudi zelo važen sestanek v Jamljah, ko je bilo zbranih tudi z Tržaškega, vse polno teh sodelavcev oziroma povirjenikov Goriške mohorove družbe in na to sejo je prišel tudi Albert Rejc in je skušal prepričati svojo besedo, da bi bila ta zamisel leksikona sprejeta. In potem res počasi je to, torej Monsignor Klinec dejansko svojo besedo, svojim gledom je le dosegel, da je 23. decembra 1972 je odbor sprejel to, torej zamisel takega leksikona, takega, ki bi vseboval vsa imena, ne glede na ideološko ali katerokoli oznako, drugačno. In tako potem je steklo, Monsignor Klinec je takoj že ustvaril si svoje jedro sodelavcev, Marjan Brecelj v Novi Gorici, oziroma na Primorskem, in v Trstu pa dr. Kacin. To so bili trije jedro, torej to je bilo jedro tega velikopoteznega načrta. In ti trije so tudi tisti, ki bi bili tako zvani uredniški odbor. Vseh 6 tropičev ima napisano, da je leksikon uredil uredniški odbor. To je bilo pa zato, ker so bile pač take razmere, moramo pomisliti, kdaj je leksikon začel izhajati. To so bile leta, ko so bile ukinjene kaplje, potem 75 afera Kozbek in tako naprej. In polno gesel jih je podpisanih pod ZUR, uredništvo. To so skupno sodelovali vsi trije, Kacin, Brecelj in Klinec, na domu Monsignora Klinca, ko so vse te delikatne, recimo, imena prešetali in soglasno sprejeli. Ali se podpisali, seveda pod marsikatero je pa uredništvo. Nekaj gesel je celo nepodpisanih, če pogledamo. Potem imamo pa tudi gesla z UR brez pike. Torej uredništvo s piko je uredništvo. UR brez pike je pa Marjan Brecelj, ker se je skušal tudi zaščititi, kajti bilo je precej problemov. Recimo nekateri ljudje v Sloveniji so že prepovedali sploh, da se jih bo dalo notri. Absolutno. Torej ni bilo enostavno v tistih časih 74, 75, 76, pomislimo malo. To so pa stalno, vse so glasno sprejemali. Z veliko muko, tudi če pogledate, kako je geslo Bric, jaz se spomnim, jaz nisem vedela nič o njem takrat, v tistih časih. In to so mi tako, da sem neko muko, težavo, bolestjo povedali, ja, tako nismo mogli več napisati. To pa zato, ker Monsignor Klinec je točno vedel, da leksikon bo lahko obstal, če bo obdržal neko
kako bi rekla, če bodo pametni vsi skupaj. Ne? In tudi zato, da se tudi zaščiti Marjana Breclja, se drugače bi se skupaj zastalo. No in tako da jaz še to vem, ker sem tudi vozila gospoda doktorja Kacina, sem ga hodila iskat na postajo, Gorico in povozila domov, ko sem na te seje ob 3 vedno, v tej najhujši vročini, poleti, posebno leta 1974 je bilo ogromno sej, ker takrat se je končaval, ko prvi snopič pripravljal. Kasneje je v to tržaško jedro vstopil tudi profesor Jevnikar. V začetku pa so bili samo ti 3, ne? Ampak tako je vstopil v to skupino, v to delovno skupino, ampak tako zvani uredniški odbor so predstavili ti 3. Eno majhno vprašanje, kako si se znašla ti v vržu leksikona? Tako, jaz sem leta 1972 objavila en članek v koledarju o kmečkih uporih, v tolminskem kmečkem puntu. In potem je poklical monsignor Klinec, tako da je hotel nekaj vedeti, kako da, kaj me zanima zgodovina in to. To je bil prvi stik z njim. Ne? Je rekel, ja, morate študirati naprej, tako je zelo poudaril, da moramo mladi študirati, da ni dovolj diploma, da moramo spoglabljati študij, da to nas bo, da to je bistveno, to je stalno poudaril. No in potem sem začela pomagati, torej nekje sem bila tudi jaz neke vrste poštarca med Trstom in Gorico, ker sem poučevala v Trstu takrat. Doktor Kacin je bil na občinah, moja kolegica je profesor Marija Kacin. To sem tudi nosila neke pošto, sporočila in tako naprej. In potem sem tudi začela že s prvim stopičem, tudi sem napisala že določena gesla. Poleg tega sem bila pa tudi družinska prijateljica Marjana Breclja in sem tudi njemu pomagala, da sem prevažala čez mejo določena gesla, še posebno po leta 1975, ne? Kajti vsa gesla, ki so prihajala iz Slovenije, je zbiral Marjan Brecel. Vsi sodelavci, ki so pripisali, če lahko pogledate, do 6. stopiča, je on zbiral in potem jih prinašal čez. Leta 1975, po tistem marcu, ko je bila ta štorija z Goldbeckom, sem vsa gesla prinesla jaz postopoma, enkrat skozi Vulkane, enkrat skozi Miren, enkrat tako, da vse prišlo počasi nekje skrito. Ni bilo enostavno. Neke vrste kurirka. Ja, kurirka, ampak kot so bili drugi kurirji, recimo, ko smo se imeli zaključeni del leksikona, smo se zahvalili pokojni Franki Ferletič in Igorju Tuti, ker so pa oni prinašali vsa tržaška gesla stalno gor in nič se nikoli ni izgubilo, recimo. In še majhno vprašanje prav glede leksikona. Kakšen je bil monsignor Klinec v svoji uredniški vlogi? Kako je bil strog? Ja, on je bil strog, torej natančen, ampak dejansko čudovit, človeški, natančen in razumljiv. On je tako vse razumel, skušal razumeti človeka. Name je naredil izreden vtis. To je eden redkih duhovnikov, ki je nam pustil, oziroma po mojem največji vtis je pustil prav on, v meni. Kot zgodovinar, kot človek, tudi kot duhovnik. Ker duhovnik je bil, skozi bil duhovnik, ampak istočasno ni nič, ne vem, kako bi rekla, razumete, ne znam povedati niti, ti si čutil v njem nekaj posebnega. In še to ne povem, da imam res, torej sta se zelo razumela, on mi je zelo zaupal, marsikaj, jaz tudi njemu in tako, da je to delo steklo. No in še to bi povedala, da on je omahnil ravno ko je končano delo za 4. leksikon, 4. snopič. Jaz se spomnim, da sem bila na Placuti, on je videl še stolpiče. Korekture stolpičev je videl, ampak korekture strani ne. Jaz sem bila na Placuti, sem delala gradne korekture, je bila skoraj 6. ura, po mojem bilo 28. novembra, tisti dan, ko je imel tudi zadnjič mašo pri šolskih sestrah. Je prišel pri Marijinih sestrah, prostite, pri Marijinih sestrah čudodelne svetinje. Bomo tudi njem nekaj rekli. No in potem sem tam bila, ni bilo več nobenega na katoliškem glasu, bila skoraj 1:06, nekdo je tako počasi hodil po stopnicah, po tistih strmih stopnicah na Placuti. Jaz sem rekla, kdo je ta star človek, ki tako hodi, kdo hodi v tej uri? In potrka je bil monsignor Klinec, bled, tako, pride noter,
je hotel videti, kako, da je, kaj delamo, je potem videl, da so stolpiči že skoraj vsi korigirani. Potem je še rekel, kako je mraz tu, smo imeli eno pečko tako na tiste dve žisi, ne? Tam je bilo res grozno, luč taka gora, tista kot v zaporu. Samo potem, ko je prišel gospod upravnik Ciril Korstič, nekaj let kasneje je to uredil. No in tako, in se potem zahvalil, ne, in šel. Jaz sem tako, še zdaj čutim vse, kako je bilo takrat, in potem čez 3 dni je umrl. Torej, on bil res izreden človek. V začetku, recimo daleč, ti nisi imel tega vtisa, če nisi imel stika z njim. Marsikomu, kaj, tako, nekje se je zdelo, no, to je pobožen človek, tako so govorili ljudje. Ni res. Je bil izreden, tudi diplomat, predvsem pa izredno human. Bomo potem še kaj. Bi pa Tomaša Simčiča, ki je v bistvu verjetno monsignorja Klinca spoznal preko knjig, ali si ga poznal direktno. Vprašal, kako ga je on doživljal kot zgodovinarja, ne? Ne, žal osebno ga nisem poznal, morda sem ga kdaj videl, ampak ko sem bil v Gorici, ampak se tega ne spominjam, tako da še na oseben stik nisem prišel. Spoznal sem njegove knjige, je bilo pravzaprav neizbežno, zato ker ko sem tam enkrat leta 80-81 začel iskati temo za disertacijo in sem se potem odločil, da bom obdelal monsignorja Jakoba Ukmarja, je bilo neizogibno, da sem najprej pregledal Klinčevo primorsko duhovščino pod fašizmom, ki je išla prav leto prej. In to je bilo moje prvo srečanje z njim. Ta knjiga, ki je šla postumno, torej se pravi še po njegovi smrti in malo se tudi pozna, prav gotovo, če bi on sam zadeve pregledal, bi marsikaj še dodal in dopolnil, ampak kljub temu, on je s to knjigo oral ledino, to je prvi celovitejši prikaz dogajanja na Primorskem z zornega kota duhovščine, trpljenja in preganjanja cerkve in tako naprej. Ne samo, da je prva, bi rekel, jaz si upam trditi, da je še vedno temeljna, najpomembnejša. Če me kdo vpraša, kaj mu svetujem, da si ustvari en prvi vtis, mu prav gotovo svetujem to knjigo. V tej knjigi se tudi, on je bil duhovnik, ne, seveda, on si je, in je bil duhovnik, je čutil s cerkvijo, imel zelo močan ta sensus eklezije, kot pravim, ampak kljub temu zelo si je upal tudi marsikaj napisati, seveda vedno z obzirom do cerkvene avtoritete, do papeža, ampak se ni pomišljal, da bi tudi rekel Bogu Bog, ko je bilo treba tudi kakšno grenko na račun tega dogajanja, ki ga poznamo, ne, v letih v času fašizma. Ni pa bila edina knjiga, recimo jaz mislim, sem sicer kasneje potem počasi spoznal, da je bila recimo zgodovina Goriškemu Korjeve družbe, po mojem mnenju, ki je šla precej let prej, leta 67. To je knjiga, ki je premalo poznana in tudi med zgodovinarji, po mojem, premalo upoštevana, to je ena zakladnica. Tukaj notri je ni samo zgodovina Mohorjeve družbe, ampak je celotnega gibanja in marsikaj, kar se zdaj morda odkriva, nekateri odkrivajo kot, ne vem, kakšno odkritje, ampak če bi greste gledati brat Klinca, marsikaj najdete že tukaj. Torej, skratka, iz teh knjig, potem so tudi druge manjše razprave, marsikaj drugega je še izdal in napisal, naprimer, torej, kratko zgodovino Goriške nadškofije, tudi, ki je potem tudi bila osnova za nadaljne raziskave in bi lahko še kaj našteval, ampak vsekakor iz tega, kar je objavljenega, jasno izhaja, da to je bil velik intelektualec, tudi kot zgodovinar, resen zgodovinar, je delal na virih, seveda ne na vseh virih, ker takrat niti niso bili na razpolago, ampak je delal na virih, ki jih je on imel seveda tam
pogled kot kancler, kot škofijski kancler, imel dostop v arhiv in se vidi, da je to delal tudi po virih. In obenem upošteval tudi ustno, ustno izročilo. Eno in drugo, je bil nekako tudi sam direktno soudeležen pri stvari, osebno poznal marsikaterega, ki je bil pri vse stvari osebno soudeležen in ta kombinacija nekje, mislim, da je zelo posrečna. Tako bi zaenkrat potem lahko še kaj dodam pri drugega, ampak... Prav, po tem prvem krogu bi vprašal Marijo, prav v zvezi s sestrami čudodelne svetinje. Monsignor Klinec verjetno ima eno pomembno vlogo tudi glede usode teh sester. Drži, tukaj imamo sestro Prednico, sestro Anželjko, potem sestra Judita je, pravi, sestra Anželjka ga ni poznala, ampak pa ste spisali to knjigo pred 2 letoma, ko ste pripravili ta pregled o 50-letnici doma Marije Kraljice, ste napisali, verjetno ste po kroniki sestre Juste, verjetno. Ja. Sestre Imakolate. Torej, leta 52 je sestra Justa in sestra Angela sta prej bili v semenišču, sta pomagali v semenišču, potem je bilo prehudo in sta želeli iti v neko stanovanje, eno sobco in da bi potem hodili strekle bolnikom po hišah. In monsignor Klinec je si srečal in on je predstavil škofu Ambroziju in res dosegel, da so dobili eno sobo, ni dosegel, dal je dovoljenje, da lahko to delata. Tako, je res neko dovoljenje. Da živita sami, sami v neki stanovanju in da potem se posvečata bolnikom. To je dosegel monsignor Klinec, vse ustno, ker ti ni prišlo nobenega pisma uradnega z Ljubljane, ker takrat so bile sestre pod kontrolo v Ljubljani in niso mogle poslati tega pisma, ampak škof Ambrozi je se zanesel, oziroma gled monsignora Klinca je pomenil vse. No in od takrat naprej je skozi sledil sestram, Marijinim sestram, pomagal na vse načine, je bil njihov diskreten, kot ste napisali v knjigi, diskreten pomočnik in prijatelj. Posebno pa ima veliko vlogo pri nakupu, ko ste nakupili to hišo na Korzu, današnji dom Marije Kraljice, pomagal to rejati, te papirje, pa potem, da je potem bila pripisana na družbo, da ste dobili vse, tudi te državljanstvo, neverjetno, skozi pomagal. In potem v to dom ste se vselili, če se ne motim, decembra 63, Ja. In 1. maja 64 je blagoslovil ta dom in potem ostal vaš hišni kaplan in tudi prijatelj in posod vas je pač zaščitil, posod pomagal, vse papirje reševal, notarske, je res tako, in bil tudi vaš duhovni prav oče in pri nas maševal do 28. novembra. Prejšnji dan ste imeli še praznik, ste imeli slovesen praznik, ko imate 27. novembra praznik te čudodelne svetinje, in potem drugi dan tudi, potem pa ni zmogel več. Isti dan je prišel še popoldne na placuto in tako. Torej, res ima velikanske zasluge, ker on si je tudi takoj, kot ste napisali v knjigi, ko je že takrat videl te 2 sestri, ker te 2 sestri so jih vabile Notre-Dame, Uršelinka in tako naprej. On pa je želel, da bi ostale med Slovenci. In tako je nastala ta postojanka. To je res velika zasluga. Ogromne zasluge, naše sestre ga zelo imajo včasih, ker brez njega res ne bi bilo, mislim, da ne bi bila družba. Ne bi bila postojanka, ne bi bilo, tako. Monsignor Klinec je pisal dnevnik veliko let svojega življenja. Znani so ti zapisi, ki so bili objavljeni, jih je objavila Goriška Mohorjeva družba, ampak on je pisal dnevnik tudi v mlajših letih in gospod Vinko, vi ste nekaj glede tega tudi imel priložnost pregledati. Ja, sreča, kako življenje, kako
kot magnet, ki spravlja skupaj razne opilke. Ne? Tako se je dogajalo tudi v mojem življenju. Da sem živel nekaj let skupaj z njegovim sošolcem. V Sokanu je bil v letih pokoja je gospod Hermenegil Srebrnič, njegov sošolec. Potem eden od mojih prednikov, kot župnik, je bil gospod Simčič, Andrej Simčič. In tako sem tudi preko teh dveh njegovih sošolcev kakšno stvar zvedel. Pa še, kdo je bil še v Velikih Žabljah, tudi več let pozneje, je prišel za župnika še drug njegov sošolec, Jože Petrič. In tako so se mi odkrivali počasi tudi še kakšne zanimive stvari. Tako, naprimer, ko je umrl gospod Hermenegild, in njegova sestra mi je rekla, kot župnik, lahko greste pogledati njegovo knjižnico, in sem na hitro pregledal, kaj bi bilo morda kakšna knjiga, ki bi spadala v župnišče, ne pa v osebno last. In pride mi v roke en zvezek, prav, s trdnimi platnicami. Odprem oči, veste se, kar izbulijo, ker sem prepoznal pisavo. To pisavo poznam. In to je bil eden od 10 ohranjenih zvezkov, dnevnik, ki je na srečo še ostal od prvih let dijaškega življenja do dneva pred Novomašo. To še čaka nekoga, da bo to prepisal, morda bi se izdalo tudi v knjigi. Dejansko je to ena čudovita zgodba, kako en fantek postane mladenič in kako potem postane zelo človek in pride pred oltar, postane duhovnik. Če je čas, vam kakšen drobec iz tega odkrijem, ki je zelo lepe stvari se pokažejo iz tega. Ker v glavnem monsignora Klinica poznate kot že odraslega intelektualca, kot smo slišali potem dobrega duhovnika, ampak to ni kar padlo z nebes. Se vidi, da je 10-letno garaško delo pred tem. On je vstopil v malo semenišče že z jasno idejo, da postane duhovnik. Sem razbral iz kakšne vrstice, da so bile njegove sanje, že z majhnega, da bi postal duhovnik. In ker je živel, kot je rekel Cankar, v areni življenja, ne pri strani, ampak prav zares v areni življenja, ki je hotel biti duhovnik, prav duhovnik za ljudi, duhovnik za določene ljudi, tukaj na Primorskem, za ljudi, ki so trpeli, bili ponižani, majhni, revni, ubogi, pa tudi bogati, tudi intelektualci. In on se je zavestno pripravljal na to poslanstvo. To skoraj na vsaki strani naletiš na to njegovo prizadevanje. In samo kakšen zanimiv podatek iz tega. Gotovo se vidi stran za stranjo, kako on je bil zelo reden, zelo marljiv, zelo delaven dijak in potem tudi študent. Pomislite, v enem trenutku se je začel zanimati za pravoslavje. In da bi se malo uril v poznavanju vzhoda, je nekaj strani, nekaj 10 strani pisal v cirilici. Da se je vadil te pisave. Zelo zanimivo. Vam morda kakšno stvar še preberem, če mi pride pod roke, kakšne vrste je bil, kakšen utrinek, samo zdaj prav tisti, ki bi ga zdaj želel, mi prihaja. To sem dobil, kako si on prepisal že iz dnevnika, ko je prebiral nazaj. 14. maja 29.
Čitam o pravi zaroti. Sprehod na Kostanjevico, Podobnik, Valič, Jasnič, Soban, Bole, Petrič, Slavec, Ipavc in jaz. Vsi tretješolci sklenili smo, da osnujemo posebno društvo. Naš vzor bodi Janez evangelist Krek, goreč, zaveden, učen duhovnik. Vsakdo izmed nas si bo nadel psevdonim, ter bo preštudiral neko vprašanje, da ga bo hotel, da ga bo predaval. Vse tajno. Ne četrtošolci, ne drugošolci, niti naši sošolci v mali kamerati in celo Šturm, Trpin in Jazbec naj za zdaj ničesar ne zvedo. Iz tega se že takoj vidi, kaj je bilo v teh fantih. Študirati, se poglabljati v problematiko, da bi bili potem nekoč res čim bolj koristni duhovniki. Potem, naši stvari smo dali ime Gaj, pa tudi za psevdonime so se že odločili. Bolje bo bil Podlaninski, Jasnič Istokovič, jaz Briški, Podobnik Svetlikov, Srebrnič Hrastnik, Piščanc Radivoju. Slavni Lado Piščanc, njegov sošolec, ne? Drugi si ga še niso izbrali. Recimo, kako pokaže, kako je on študiral. Potem ena druga zelo lepa stvar, sveta brata Ciril in Metod sta bila vzor tem fantom. In zdaj sredi tistih razmer, ko je bilo slovenstvo tukaj na Primorskem tlačeno, ti fantje so si dali duška vsaj za praznik svetega Cirila in Metoda. In lep opis, kako so šli 4. julija proslavljati svetega Cirila in Metoda. In kam? Imamo čas, da vam preberem. Morda so ti cvirki še posebno zanimivi. Sam sem bil pod Šmartnom. Sonce je žgalo. Na Vrhovlje sem prišel prvi, če malo poznamo Brda. Prvi. Nikogar ni hotelo biti. Pa sem sklenil. V cerkvi grem, čakal bom do sončnega zahoda. Pojedel sadje in se vrnil domov. Ko sem dospel do pol vrha, glej, obrnem se in zagledam Fileja. Kako mi maha z violino. Ko me je dosegel, mi je povedal, da je Srebrnič, Herman Gild, šel k Vidmarju in da ga še ni nazaj. Šla sva v cirkev in ko sva izstopila, sva zagledala Hermana. Vsi trije smo odšli proti Kobalarju, izpostavili smo listek Progredere ad sumum montem. Iti kar naprej napredovati do vrha. Pri Kobalarju smo se napili, verjete se, gotovo so bliženi, ki je bilo poletje, Sveta Genderca, stopili smo na bližnji vršiček, ki gleda na Brda, pogledali smo na vse strani, šli smo nabirati drva, naložili smo kres, privlekli nekaj čul in pripravili zalog drv za noč. Pod neko čujo smo zagledali kada. Ubili smo ga, obesili na vejo in se žgali na grmadi. Na to smo polegli, ko se je zmračilo, smo zažgali krest na čas svetega Cirila in Metoda. Krasno je gorel in prasketal. Sveta brata, milostno se ozrite na nas, navdišujte nas. Pod mogočnim grmom smo si naredili šotor in večerjali kruh, pršut, sir in sadje. Na to smo čitali in kritizirali naš list. Celo to so imeli. Ampak v oklepaju piše, ne vem, kako se je imenoval, več številk ga je šlo. Jasničeva mama ga je zažgala, ko so leta 31. aretirali razne brice, tudi Simčiča. Kaj se izvemo, to je tak drobec. Potem sta bila pa dva močna vira, pri katerima se je on napajal, dve osebnosti. Za duhovno plat je bil špiritual Cigoj in ta je
1930 osnoval in naredil, da se je ustanovila v malem semenišču Marijina družba teh malo semeniščnikov. In ta fantek, Rudi Klinec, je bil eden med pobudniki tudi. To je ena stvar, potem druga. V tistih letih je prišel za podravnatelja in prefekta v malo semenišče študirani iz Nemčije, doktor Ivo Ivančič. In zdaj, on je pa nekaj novega unesel, pa mladinsko gibanje. To slavno mladinsko gibanje v Nemčiji, kjer je bil kako se je že pisal, ta glavni, ta duhovni profesor, ki je Guardini, ja. In je potem to prenesel na ta tla, in se seveda, po mojem, tisti, ki se je najbolj oprijel tega, je bil prav ta naš Rudi Klinec. In se vidi potem iz kakšnih zapisov, Ivo je naš vzor. On pa je zelo podčrtoval študirati, in se vidi potem, kako se to potem prenese v življenju. Torej, zelo pestra, bogata. Je bilo zelo zanimivo prav slediti eni duhovni poti, dozorevanja v mladostnemu, kot da vsak mlad človek skozi v tistih 10 letih nižje gimnazije, višje gimnazije in potem bogoslovje in pa tudi duhovna pot, razvoj, to je nekaj čudovitega. Bi še Tomaža, tam druga nekaj vprašanj, potem nazadnje Monsignorja Podlešiča. Prej si omenil to natančnost zgodovinarja in to temeljno delo zgodovine Goriške mohorove družbe, ki je nekako verjetno ena redkih knjig, ki še da razumeti, kaj je pomenilo slovensko politično gibanje v času ilegale, ker večkrat na to pozabljamo. Tudi v času ilegale smo Slovenci nekje znali organizirati neke vrste političnega odpora, znali iskati zveze, zato da bi skušali nekje ublažiti ta pritisk fašizma na nas. Z tega zornega kota, prej si povedal, da ti bi to delo svetoval vsem zgodovinarjem, ki odkrivajo komaj danes na novo. Zakaj po tvoje manjka ta pogled v to obdobje in jasna slika tega obdobja, ki iz te drobne knjižice je po svoje tudi precej jasna. Monsignor Klinec tukaj v bistvu zelo natančno navaja vire, tudi konec koncev pokaže, kam bi bilo treba iskati, če bi kdo hotel kaj razumeti. Ampak od tej zgodbi danes nimamo ene prave slike, nimamo ene zgodbe, ki bi prikazovala to, kar je bilo v bistvu jedro odpora med letom 30 in letom 40. Ne vem zdaj, če bi vseeno rekel, da marsikaj danes vemo, marsikaj bo napisano, seveda tudi zgodovina se je razvijala naprej in tudi na podlagi drugih arhivov, zasebnih, javnih, državnih, policijskih in tako dalje. Torej ne bi rekel, da ne poznamo tega obdobja. Ga dobro poznamo. Dragocenost, recimo, zlasti te knjige o Mohorjevi družbi, vidim v tem, da navaja avtor, verjetno ali po osebnem spominu, bolj verjetno še po pričevanju prijateljev, znancev, tudi kakšne zelo drobne zadeve, ki pa veliko drobnih stvari skupaj ti da eno sliko, ki jo pa če stvari presojaš zgolj skozi eno idejo, ki si jo stvariš vnaprej, skozi ne vidiš
ne vem, recimo posegi, tudi, ko bi rekel, ne direktni, ampak okoli posrednikov za reševanje katoliške tiskarne, da je preživela, dokler niso sicer potem na koncu ni uspelo, ampak koliko let so ustrajali. Pa potem izdajali knjige, razne potegavščine, kako so nakol prenesli policijskega komisarja, da je spregledal to, spregledal uno, da so vseeno prihajali. Tukaj notri je ogromno teh podatkov, ki jih v kakšnih policijskih ali tudi dokumentih, ali tudi cerkvenih dopisih ne najdete, ker enostavno o tem nihče pisal. To je bilo totalno delo od ust do ust, tukaj notri pa to najdete. In to se mi zdi, da je pri tej stvari zelo dragoceno. Še en vidik, miselna širina monsignorja Klinca je tudi en element, o katerem verjetno se ni dosti spregovoril. Prej si mi omenil eno predavanje, ki ga je imel v Dragi. Bi lahko o tem kaj še povedal? Ja, pravzaprav bi rekel tudi to, da kako je zanimivo, kako pravzaprav mi imamo kratek spomin, pozabljamo, kaj so nekateri naši duhovi že preštudirali in tudi že posredovali drugim, ampak to gre nekako v pozabo. Jaz sam moram tudi, recimo v tem primeru, bom povedal nekaj avtokritičnega. Jaz sem včeraj vzel v roke ta zbornik predavanj iz Drage leta 69 in 70. Ko sem pisal spremno besedo k knjigi o Janezu 23, ki je zdaj šla in sem tam navedel odnose med Janezem 23 in Ukmarjem. Zdaj sem pogledal, kaj je pisal, oziroma kaj je predaval Klinec leta 1969 na Dragi. Ja, če sem si mislil, kako da mi ni prišlo na misel, da bi to prebral. Ali pa, dam drug primer, to je predavanje Sinor Klinec je predaval na Dragi leta 1969, naslov je bil Manjšinska problematika v luči naravnega prava, krščanske etike in cerkvene zakonodaje. In povem še to, v zadnjih letih sta v Sloveniji izšli dve debeli knjigi o cerkvi in zaščiti manjšin. Ampak ne ena, ne druga ne navaja tega knjižnega predavanja, ki pa, če greste brat, je tako temeljito in to je ena cela razprava, verjetno ni vsega tega predavalo, je verjetno potem to šlo v tisku. Žal grejo stvari v pozabo in pri tem se vsiljuje eno grenko spoznanje, da ni toliko pomembno, kaj kdo napiše, ampak je bolj pomembno, kdo napiše in kje objavi in kako se to potem vrednoti in kdo potem to vrednoti kot ta. Prav. Zdaj, kot zadnje vprašanje, predno bi besedo pustili publiki, bi pa monsignora Renata Podberšiča, ki danes je na čelu Goriške mohorjeve družbe, vprašal, v čem ne bi bil za delo Goriške mohorjeve družbe monsignor Klinec gled. Gotovo imamo Goriška mohorjeva družba do njega še velik dolg, namreč da bi primorski slovenski biografski leksikon prevetrili in videli, ali ga lahko še nadaljujemo, ali ga lahko dopolnimo. Skratka, tukaj mislim, da je eno področje zelo aktualno in bi zbralo veliko delovnih ljudi v naših sredinah, tukaj v zamejstvu, pa tudi v matični domovini, ki bi lahko na tem področju delali. In več ljudi skupaj, tako kot dela, se oblikuje ena močna intelektualna in duhovna skupnost istočasno. Potem drugo tako sporočilo gotovo je, da bi tisto ljubezen, ki jo je on vlagal v oblikovanje tako slovenskega pastoralnega središča pri Svetem Ivanu kot v Karmenski župniji in z drugimi pobudami
v okviru Goriške škofije, da bi tukaj si vzeli za zgled, da danes ne zapravljamo te stvari, ker smo v veliki nevarnosti, bodi si zaradi pomanjkanja duhovnikov, bodi si zaradi individualnosti, ki raste na račun povezovanja. Težko pridemo skupaj, tudi med, bomo rekli, laiki in duhovniki ali pa duhovniki laiki, za neke date skupne projekte. Nas tepe čas, rečemo, nimamo časa, nas je malo, so leta in podobno. Ampak to bi si morali vzeti kot eno osrednjih nalog. To povezovanje. Drugače cepimo moči in te moči nimajo takega učinka, kakor bi ga sicer imele. Potem eno tako sporočilo je, gospod Vinko je tudi naglasil, kako je on delal za duhovne poklice. Ne, da mi kikeroprodom osuva govorimo, to se pravi, da bi ne bilo pomankanja duhovnikov, ampak duhovniki izrastijo iz zdravih župnij, iz zdravih družin, iz zdravih skupnosti. In tukaj je eno vprašanje za nas vse, ali so naše skupnosti dovolj zdrave. Recimo, jaz prihajam, sem 4 leta tukaj v Sovodnjah in okolici, ter v tem goriškem prostoru, ne da ga prej nisem poznal, ampak zdaj ga poznam nekoliko bolj iz, bomo rekli, neposrednega stika. Tisto, kar jaz pogrešam, je, da je premalo volje za življenje pri nas tukaj. To je splošen problem Evrope, splošen problem Slovenije, ma za mestva še toliko bolj. Z lahkoto se prodamo, z lahkoto nekje damo naše vrednote iz rok. To so vrednote slovenskega jezika, slovenske kulture in tudi duhovnosti. Če bi nam monsignor Klinec lahko za Goriško Mohorjevo družbo še kaj sporočil, je to, da bi morali odpreti poglede. V njegovem času so bili pogledi na slovenski prostor osredotočeni, on pa bi nam verjetno odprl problem, kako naš slovenski prostor in slovensko kulturo posredovati večinskemu narodu, to je italijanskemu in morda še kakšnemu drugemu. Ne more se ohraniti, in tudi pri nogometu vidimo, kdor samo obrambno igro drži, ne da gola in enostavno zgubi tekmo. In tako je tudi tukaj. Dokler ne začnemo svoje ideje posredovati tudi preko knjižnih izdaj in drugih programov širšemu narodu, z neko večjo zdravo agresivnostjo, ne bomo kaj dosti uspeli. Mene je presenetilo, pred 2 ali 3 leti je bila predstavitev Regulovih prevodov v italijanščino. Neka gospa profesorica tukaj iz Furlanije je prevedla to in predstavila v Devetakovi gostilni na vrhu pri Svetem Mihaelu. Mene je presenetilo eno dejstvo, na katerega nisem bil pozoren, namreč, da Regulo, ki je tukaj, bi rekel, desetletja, pa piše, italijanski prostor skoraj ga ne pozna. Zelo malo. In tako imamo še veliko takih, dobro, zdaj poznajo nekoliko bolj Mahorja, ker je tudi preko prevodov prišel v ta prostor, ampak Regula je premalo prevajen. In tako bi lahko rekli še za kakšnega drugega, tudi gre tukaj za pesnike, ki niso slabi naši pesniki tukaj v zamejstvu, in druge projekte. Mislim, da tukaj bi morala tudi Mohorjeva družba v prihodnje več napraviti. In z tega vidika v zadrugi Goriška Mohorjeva bi morala Goriška Mohorjeva družba dobiti tudi več sredstev, več možnosti, ne nazadnje nekoga, da se bolj ali pol ali več profesionalno zaposli, da ima na skrbi te programe in te projekte, ker drugače samo z amaterskim delom ne moremo več biti kos času, v katerem živimo. Hvala lepa.
Predno bi predal besedo publiki, bi povedal, da je tukaj z nami tudi nečakinja, profesorica Lojzka Krestančič, če želi sama kaj povedati o stricu ali ni, ne. Potem pa bi predal besedo publiki za morebitno vprašanje. Jaz imam še dosti do jutri zjutraj. Samo, če ni drugega. Ja, pa tako da znovi povedati. O teh knjigah, ki ste jih omenjali, kako so tudi nastajali, kot en odmev, na primer, kako je študiral toliko zgodovino nazaj, pa je odkrival toliko ljudi, duhovnikov in vernih laikov, ki se sploh ni vedelo zanje, za to leksiko. Potem ona knjiga Slovenska duhovščina pod fašizmom. Zlasti po drugi svetovni vojni se je govorilo, kdo se je upiral fašizmu. Nič se ni govorilo, da so bili duhovniki te prvi. In se mi zdi, da to iz tiste knjige se dobro vidi. Prvi, ki so naredili pravi odpor proti fašizmu, so bili slovenski duhovniki. Seveda ne z bajonetom, ne s puško, ne s pištolo, ampak tako, kar je bilo v njihovi moči. Taki drobci se mi zdi pa, ki so zelo, zelo pomembni. To je bila bolečina njegova, da bi se vse to, da bi ostalo skrito, zato se je potrudil, da bi prišlo na dan. Potem eno posebno poglavje, na njegovo posebno ljubezen je bila Sveta Gora. Že tako kot osebno, tako duhovno, poseben kraj, tudi za njegovo duhovnost, ampak tudi študijsko. On se je toliko trudil, da je prskal po arhivih, da bi le prišel do tistega izvirnega poročila, kako se je to zgodilo na Sveti Gori. In potem, ko je bila obletnica kronanja Svetogorske kraljice pred 50 leti, je prevedel toliko virov iz arhiva v Vidmu in je pozneje je v Katoliškem glasu izdajal v nadaljevanjih to in je pa potem Branko Lušina, en založnik v Novi Gorici, tisto izdal v eni knjižnici. Tako, to so tudi take stvari, ki so del tega človeka. Jaz bi vprašal gospoda, ki je iz Žabe. Jaz sem poročil, moja žena pa je na sončni strani Školja. Školj je tisti hreben, ki je med Žabrimi in Svino Šmarje. V tisti dobi, ki je bil monsignor za župnika tam, v sosednji vasi pa je bil predsednik OF, je bil pa Tone Bajt, gospod Tone Bajt. Iz tistih, kakšni so bili odnosi med sosednjima župnikoma? Zdaj, jaz ne vem, kaj več, kot kar je zapisano v dnevniških zapiskih, tako da lahko vsakdo tisto prebere. Prijateljski in veliko kot sodelovanje, kot je v dekaniji župniki, zlasti sosednji župniki, ki si pomagajo. Tako da ne vem za kakšno drugo posebnost. Je pa znano, gospod Bajt, jaz sem imel tudi srečo, da sem ga poznal v Ljubljani, sem ga enkrat obiskal v Vnuku, kjer je bil zaposlen. To je svoboda, da
svoboda iz osebne izbire. Ne? Je znano, ne, da je on blagoslovil slovensko zastavo na partizanskem mitingu tam blizu Šmarja. Tako da ne bi vam znal kaj več povedati. Še kakšno vprašanje? Ne, če ni drugih vprašanj, bi potem nosečni večer... Samo še nekaj, dulcis in fundo se reče, ne? Dulcis in fundo. Je bilo omenjeno, da je 40 let od smrti, ampak je tudi 80 let od mašniškega posvečenja. 18. decembra je bil posvečen za duhovnika in potem na svetega Štefana je bila nova maša. Zdaj pa to, da je študiral 2 leti v Bologni, za take bolj pridne študente, je Načkov poskrbel, da so šli na kakšno drugo fakulteto in je, naprimer, je bil en znan duhovnik Hodnič Bernardin dol v Bologni in potem je bil tudi ta Rudolf Klinec dol 2 leti 35. do 37. Samo s to razliko, da Godnič Bernardin je šel kazensko, to je bil iz Komna doma, sta bila brata duhovnika. In še 2 strica duhovnika ste imela. Ta Bernardin Godnič je bil pri tistem skritem društvu Metla, ki so ga imeli bogoslovci v Goriškem semenišču in je bil eden vodilnih, če ne bi celo med ustanovitelji. In je šlo za to, da so med seboj, ko so se pogovarjali, čistili govor. Zaradi samo slovensko čisto govoriti. Potem so jih odkrili in Bernardina so pregnali v Bolognijo, so ga izključili tukaj iz Gorice in potem na podlagi strica, dekana in župnika v Dornberku je potem bil sprejet v Bolognijo in kasneje so poravnali to, da se je vrnil nazaj sem in postal duhovnik. Klinec se je pa sam odločil, da bi šel tja študirati prav so Načkofa. Prav iz te želje, da bi toliko bolj lahko, ker bo bolj študiran, ker bo imel globli študij, da bo bolj služil narodu. Potem pa duhovne vaje pred mašniškim posvečenjem se naredi, on je naredil te duhovne vaje na Melskem gradu. In potem so sklepi, če vas zanima, kakšne sklepe je naredil. Sklepi za moje duhovniško življenje. Prvič, Evharistija. Kleče pred oltarjem bom črpal moči in razsvetljenja. Vsak dan, vsak eno uro. Evharistično življenje. Intimno združenje z Jezusom. Dixivos amicos. Imenujem vas prijateljem. Od tam ogen, svet, ljubezen, delovanje. Hočem biti človek z bogatim notranjim življenjem. Drugič, Marija. Spet se moram povrniti k otroškemu zaupanju, češčenje nebeške gospe. Ljubezen do Marije, dediščina pokojnega gospoda Cigoja. Marijin otrok in družbenik vsem in ostanem. Ona je moja mati, kraljica, priprošnica. Ave gracia plena, mater et regina et avocata. Tretjič, posebno češčenje svetega duha, posvetitelja duš, ognja ljubezni, veni creator spiritus. Četrtič, urnik in dnevni red. Z vsakodnevnim študijem, zlasti svetega pisma, evangelij in sveti Pavel. Ne samo čitanje, ampak sistematični študij. O moja duša, zapiši in pomni, da edina sreča je v intimni združitvi z Gospodom, v klečanju pred tabernakljem. Notri on, zunaj jaz, on in jaz. Alter Kristus si, drugi Kristus, zatorej moraš biti tudi križan. O moja duša, zapiši, zapiši, da Kristus je kamen, na katerem si zgradila hišo. Moj Jezus, iz sna duše kličem k tebi, naj bom svet duhovnik, svet duhovnik, svet duhovnik. In ja, zdaj pa prav
zadnja beseda. Pozdravljen božični dan, leto 1937. Pozdravljen Štefanov dan. Pozdravljen največji moj dan. Višek mojega življenja, pozdravljen. Pisano v Šturijah 24. decembra 1937. No, in če ni... Tako zaključujemo nocojšnji spominski večer, posvečen monsignorju Rudolfu Plincu. Zahvaljujemo se našim sogovornikom, monsignorju Renato Potersiču, gospodu Vinku Palku, Mariče Ščut, ki jo je pregnal kašelj z odra, Petru Čemlico in seveda še Tomažu Simčiču. Najlepša hvala za vaše sodelovanje.